Živijo in dobrodošli v tretji epizodi podcasta Odkrito o skritem. Danes je z mano Sara Isakovič. Živijo, Sara? Živijo, lep pozdrav, hvala Kako za si? povabilo. Jaz sem zelo v redu. Zelo sem busy, čeprav se zaključuje to ta neka sezona, pa veš, da se premikamo v te poletne dneve in me tu čaka daljši dopust. Ampak ja, kot mamica sem v redu, zdaj imam 3 leta starega otroka, tako da zdaj spi vsak dan. Sem jaz naspana, spočita, delam projekte, kateri me res veselijo. Tako da ja, službeno, družinsko, vsi smo zdravi, vse je v redu. Ja, li smo se pogovarjali, da si zaradi tega, ker si bila športnica, si se dobro pripravila na materinstvo. Ja. Ti si v bistvu bila olimpijska podprvakinja v plavanju. Ja. Potem si pa šla študirati nevroznanost in psihologijo uspešnega nastopanja, zato da bi v bistvu ljudem pomagala pri doseganju njihovih ciljev. Bravo, Imam prav? res je. Imam Ja, prav? točno tako. In nisem brala. Sem videla. Rada bi se še... Lase imam v ustih. Super. Rada bi se ti še enkrat zahvalila, da si sprejela vabilo, ker si res po moje najboljša gostja za tale pogovor, ki ga imamo danes, ki je v bistvu iskanje notranjega miru in moči pri doseganju naših ciljev. Ja, da ja. z največjim veseljem sem se odzvala. Se mi zdi, da to so take teme, o katerih je treba čim več govoriti in opolnomočiti mlade z orodji, kako bojo lažje premagovali vse izzive, s katerimi se danes soočajo. Tako da tudi s to skupino ljudi najrajš delam in komaj čakam, da padeva v kakšno fajno teh debato. tem imamo kar danes. Ampak prvo bomo začela s tabo. Ja? Sara, kaj tebi pomeni 15 stotink? Kaj A bomo pojasnili, zakaj sem to vprašala? Ja, 15 stotink me je ločilo od zlate olimpijske medalje. Ja. Res je, jaz sem, priznam drugače to, da jaz nikoli v življenju nisem pomislila, zakaj sem bila druga. Presežem jaz. Se pravi, 15 stotink pred mano je bila Pellegrini, Italijanka, to je bilo 200 kravelj ženske, 5 stotink za mano je bila pa Kitajka. 5 stotink. 5 stotink. Tako da jaz bi bila lahko ali 3. ali 4. v olimpijskem finalu, se lahko zgodi karkoli. In jaz sem bila tako srečna, jaz presežem, jaz sem bila svoje srebrne toliko srečna, kakor zlate. Tako da to je ena lepe so to stotinke v mojem življenju, ampak nobenega grenga priokusa. Po moje si sploh ne moramo predstavljati, koliko je to. Res, to je nič. 15 stotink je... 15 pa sej, pržgiš toprco en dan, Ja. pa boš videla, koliko hiter 1 sekunda mine. Ja, Se pravi, mežiknem hitreje, 15 stotink je ena desetinka. Ja. Ja. Zdaj, kot športnica si se v bistvu že v mladih letih soočila s koncem kariere. Koliko si bila takrat stara? 26. No, to, ko sem jaz zdaj. Ja. Tako da, konc kariere v bistvu pomeni, da moraš ti sebe še enkrat odkriti, odkriti nekaj stvari, kaj boš zdaj ti počela v življenju. Še vseeno, čeprav se ne zdi, pri 26 imaš še celo življenje pred sabo. In iz te spremembe moraš vseeno potegniti najboljš. Kako je bilo tebi? Kako si ti šla čez to? Ja, tako je. Jaz sem celo življenje, v mojem domu, doma, v moji družini je bila prioriteta šola. In priznam, pa ne zato, ker sta me starša silila, zdaj šola je pomembna, ampak jaz sem res rada hodila v šolo. Jaz sem imela majico, celo otroštvo, ki je mami mogla skozi prat, ki je gor pisala, rada hodim v šolo. Jaz te nisem imela. Ja, nisi imela. In celo življenje sem hodila v mednarodno šolo in mi smo se kot otroci v mednarodno šoli v Dubaju, sem gor rasla, res imeli noro fajn. Sicer naporna šola, vse je bilo treba isto delati, ampak tako vzdušje, 70 narodnosti. In jaz sem s to ljubeznijo do učenja res rasla, pač tudi skozi gimnazijo in potem faks, in sem vedela nekako tudi, se pravi, plavalna kariera je res samo en del mene, in da iskanje drugih potencialov, vsega, kar me zanima, je pa še nek drug del mene. In to sem jaz nekako najdla v akademskih vodah, res sem bila največji piflar že od nekdaj. In sem ponosna na to, zato ker se mi zdi tako, da znanje ti noben nikoli ne more vzeti tega znanja. In jaz recimo, ne vem, tudi smo se učili arabščine, francoščine, ko sem bila otroček, moj oče je Srb, tako da je doma govoril srbsko, tukaj smo imeli nemščino v Sloveniji v šoli, tako da že nekako, ta ljubezen do učenja je bila vedno odcepljena v mojo dušo in sem razvijala sebe tudi izven plavanja. Tako da sem jaz sem pri 26 letih
imela in službo in skoraj da ne že začetek te svoje kariere, ker sem vedela, kaj je moje poslanstvo. Ker sem ga razvijala, najbolj sem ga začela razvijati v Ameriki. Ko sem bila stara 20 let, sem šla študirati na Berkeley in sem se takrat zaljubila v psihologijo in sem vedela, ko bo plavanja konc, bom jaz na področju psihologije ostala še celo življenje. Imela sem srečo, da sem se razvijala kot oseba še izven svojega športa. Zato je še to povem, tranzicija je bila tako. Sploh nisem pomislila na to, zdaj pa nimam več sebe, te identitete, plavalke, kako naj se zdaj predstavim, jaz sem Sara, plavalka. Ne, pač, sem Sara. Jaz sebi v bistvu rekla, če si, tudi ko se začneš jezik učiti, pač če se učiš jezike, veš, da na začetku ne znaš nič, mogoče znaš reči hvala in adijo in to je to. Tako. In v bistvu, če imaš to v glavi, da sej se znam učiti, sej se znam prilagoditi oziroma pač nabirati neke izkušnje, ti je lažje čez te spremembe, definitivno. Ja, seveda. Mi smo, naša družina je tudi celo življenje, smo potovali po celem svetu in nekako sem menjala okolja in službe, šole takrat in sem zelo hvaležna svoji družini, da me je tudi naučila, kako biti prilagodljiv v svetu. Ne glede na to, kam smo šli, katero šolo sem šla, sem se znajdla. In tudi znotraj športa tudi to naučino. Tako da nekako sem imela dobre iztočnice za življenje, že do tega 26 leta. In zato mlade samo spodbujam, res tudi tisti, vem, da eni poslušajo, ko so verjetno športniki, ali pa se vidijo zdaj v gamingu in oni bojo cel življenje gamerji. Super, jaz sem ful vesela za vse te otroke in najstnike in mladostnike. Ampak treba je svoje potenciale še razvijati na drugih področjih, samo zato, da če slučajno kaj pa mogoče ne uspe ali pa če se ne da to vleči do konca življenja, vsi plavalci vemo, da je zelo hiter konc plavalne kariere, da rečeš, sem sposoben sigurno še na drugih področjih. Da imaš nek plan B. Tako. Ja, jaz imam eno mojo izkušnjo, ker sem v bistvu 2020 sem dobila svojo sanjsko službo in sem bila tam 10 mesecev in jaz imam socialno anksioznost in jaz sem tam mogla delati z ljudmi. Vsak dan z novimi ljudmi in vsak dan je bilo pač res telefonski klici gor in dol in to je bilo za mene najhujš. In sem v bistvu res dobivala panične napade, jokala sem cele dneve, dokler nisem pač se mogla postaviti pred dejstvo, da ali moje mentalno zdravje ali pa ta sanjska služba. In valjda je bilo še težje, ker ti vsi okrog tebe ti razlagajo, to je sanjska služba, to je najboljš, kar boš, to je odlična priložnost. In sem v bistvu zelo težko šla čez ta. Zdaj pa ta sanjska služba v bistvu ni za mene. Jaz moram skozi to spremembo in sprejeti, da pač ne morem. Da ti ne leži, da ni to mogoče zate pisano. Teda je ful dolgo trajalo, v bistvu, da sem to šla čez. Po moje še zdaj nisem zares. Mogoče imaš ti kak nasvet za mene? Nasvet? Jaz sem ful vesela, da si šla skozi to izkušnjo, ker če ne greš skozi tako izkušnjo, ne moš vedeti. Tako da, jaz res verjamem, da te vsaka taka preizkušnja v življenju nekaj nauči, nekaj se v sebi naučiš. Jaz verjamem, da ti tudi lahko natreniraš te mehke veščine, kako se sama soočati s temi strahovi, da si malo tako situacijo olajšaš. Ampak zdaj samo olajšaš. Ampak če znotraj svojega poslanstva pa se ne vidiš dolgoročno tam, potem pa res boš, da zamenjaš. Jaz mislim, da drugače še vseeno je treba spodbujati mlade, da pri eni stvari vztrajajo. Ker tudi takrat, ko si začetnik, nič še ne pomeni, to meni ne gre dobro, bom jaz takoj hiter nekaj novega dobu in zamenjal. In se mi zdi, da je taka kultura danes. To mi ne gre, ni mi všeč. Tudi meni je bilo všeč, ko sem začela v slovenščini predavati. Jaz nikoli v življenju nisem hodila v slovensko šolo. Tako da sem, in da sem jaz lahko strokovno podajala svoje znanje, sem se pifljala 6 mesecev do enega leta vsak dan. Jaz sem kupila vse možne knjige, psihologija, nevropsihologija, čuječnost, da bi lahko sploh nabrala besedni zaklad, da podam svoje znanje. In mi je bilo tudi v tem zelo neudobno. Kaj hočem povedati, to neudobje ne pomeni mogoče nujno, ne bom zdaj tu, neudobje pomeni, mogoče se s tem soočam za nek trenutek, pa da vidim, kam gre, vztrajam, dokler gre, če pa se dolgoročno v tem noter ne vidiš, potem pa super, da si rekla, da je to.
Sem kar mogla. Si mogla. No, boš pa, te čaka še veliko preizkušenj. Ja, sanska služba zame, ne sanska služba nasploh. Mladi se res iščejo. Odkrivanje identitete je del življenja, to pač moraš enkrat narediti. Oziroma, načeloma to delaš tudi kasneje v življenju, vse to ni nujno samo za najstništvo. In danes se mi zdi to še toliko težje, ker imaš toliko socialnih medijev, pa veš, ona je lepša, pa on ima več stvari, pa on ima tisto, pa tisto. Skozi si v nekem tem primerjanju. Pa tudi jaz poskušam nekaj mladim povedati, ne se toliko sekirati, kaj si drugi reče. Pač kaj drugi rečejo. Tudi to, drugim je bila sanska služba, meni ni bila. Ampak s socialnimi mediji pa to težko. Ja, super si to omenila, se pravi, da nekako čim prej probaš mlademu odcepati to, da ne si ne jemlje k srcu, kaj drugi jemljajo. Zdaj samo to raba razumeti, pa mladim povedati, da je to znotraj najstništva popolno normalen proces, ker mi rabimo to potrditev od odzunaj, od tega našega trajba, kakor, veš, spadam sem, spadam v ta nek svoj trajb in ti ga najdeš in potem iščeš načine, kako bova midve čim bolj iste, pa si iste oblekle, pa iste patkice, pa frizura, zato da bova nekako najdle ta svoj jaz. Na tak način se iščemo, nič narobe s tem. Ko pa pride do tega, da se primerjamo, da iščemo načine, kako bomo še bolj ljubljeni, samo zato, da ugajamo družbi, to je pa velik problem, zato ker gremo lahko v velike ekstreme in mladi grejo, to je velik spekter psiholoških bolezni, od anksioznosti, depresije, anoreksije, zato ker hočeš ugajati nekim standardom naše družbe. Tako da jaz si samo želim, da damo tem mladim en kovček pravih vrednot, kaj je res najbolj pomembno. Nima veze, kako izgledaš, pa če zdaj mazolasta, pa ne vem kašna, pa čudno rasteš, se veš, malo noge zrastejo, pa malo kaj drugega na telesu zraste. To se nekako do enega 25 leta, najnega pa tam še malo naprej vse zbalancira. Ful je bolj važna ta notranja samozavest, ki jo izžarevaš. In če najdeš lahko udobje v svojem telesu, ne glede na to, mazoli, taka, mastna, ne vem, nisi si najbolj všeč, zdaj recimo govorim za ženske, da rečeš, cenim se, spoštujem se, rada se imam, ne glede na to, kaj si drugi mislijo, jaz se počutim dobro v svoji koži in na tem je treba delati. To ni vcepljeno. Tudi v mene ni bilo vcepljeno. Jaz sem imela ful široke rame, no še nisem ful, sem imela. Še vedno jih imam. In koliko sem bila jaz v gimnaziji nesigurna in sem nosila največje možne hudije samo zato, da bi skrila svoje rame. Ko je bilo meni neroden, mišičaste noge, oh my god, vsi so me Terminator klicali. A veš, in potem, ne vem, jaz sem pa nekako, hvala Bogu, znotraj svojega športa vzljubila svoje telo, ker je moj telo toliko zame naredil. In če ne bi razvila zdravega odnosa do svojega telesa, ne bi mogla šampionsko tekmovati. In jaz vem, da za vrhunsko olimpijsko športnico jaz rabim biti taka. Ne morem biti zdaj Kim Kardashian ali pa manekenka tam na modni pisti. In potem sem na tak način prišla do ljubezni do sebe, da si rečem, pa jaz ful spoštujem svoj telo in ga čuvam in ga imam rada, zato ker me je pripeljal do teh rezultatov. Tako da sem prišla skozi šport, znotraj športa sem prišla do te bolj zdrave samopodobe. In tako da to je najbolj pomembno, zato pravim vsem učiteljcem, učiteljem v šolah, že v osnovni šoli, koliko je pomemben, da bi mi imeli ure in ure debate o tem in vaj različnih, kako krepiti zdravo samopodobo otrok. Ker če imaš ti zdravo samopodobo, se ne primerjaš, se ne počutiš užaljenega, če te nekdo užali, se postaviš zase, sprejemaš odločitve, ki so dobre zate, iz tega izhaja, to je temelj zdravega življenja. In če bi, dragi, kje ste, vsi poslušate, gledate, na prvem mestu in ne glede na to, koliko se sliši podcukrano, ampak je zdrav odnos do sebe. In to potem izžareva. In ne glede na izgled, ti žarevaš eno lepo energijo in prave vrednote. Da si prijazen, da si ljubeč, da si spoštljiv. Če si spoštljiv do sebe, si lahko spoštljiv do drugih.
delovne navade, radovednost, igrivost, ljubezen do učenja, zato ker veš, da je najbolj seksi stvar na svetu pametna glava. To je res. Tako, a veš, ampak to ne vem, kdo vam bo to povedal. Ja. Recimo, jaz sem se, da v zadnjem letu nisem se zredila, ampak malo ne športam, glih toliko, Okay. bom tako rekla. Ampak večkrat dobim kakšne komentarje na itak, na TikToku, kjer objavljam. Ja. Ampak vedno rečem, a veš kaj, ja, pač ne športam, ampak sem pa 3 knjige v enem tednu prebrala, tako da Bravo, vidiš, to je to. a veš, vedno moraš najti neko, Tako. meni je pač to bolj pomembno. Pač, Seveda. jaz se ne sekiram za to stvar in to je to. Jaz moram reči, za mene je mami res vzgojila na tak način, da so bile vedno te stvari, ta notranji jaz, ful bolj pomembne, kot pa to, kaj si drugi mislijo, pa kdo bi mogla biti glede na družbo. Bravo. Ja. Ampak a veš, koliko so kakšni otroci reveži, zato ker imajo izredno samokritične starše. Ja. In če je starš že samokritičen v smislu, da sebe kritizira, da otrok to sliši, da ta starš kritizira druge, postane tudi kritičen do sebe. Res je, ja. Tako da mamice recimo tudi ful morajo to hvaliti. Bravo, mami tvoja. Sploh, če imaš hčerkico, veš, zato ker v tem svetu, ja, to je najbolj pomembno. Da ti rečeš, ma tistka žali ima problem. Jaz to delim, zato ker, ne vem, sem tle v kopalkah, se dobro počutim v svoji koži, zdaj, kakšna mišljenja imajo drugi o meni, to je pa njihov problem. Ja, res je. Zdaj, če se vrnemo na šport, logično je, da v športu večkrat pride tudi do neuspehov. Verjetno še večkrat, kot pa do neuspehov. Kako se pa takrat počutiš? Ja, neuspehi so kar neprijetni, bom rekla, in res je nekaj na tem, da nam je vsem neprijetno, ko recimo ne dosežemo tistega željenega rezultata, ampak moramo se samo zavedati, da ta rezultat, kateri ni uspel, nikakor ni refleksija mene kot osebe. Se pravi, rezultat je rezultat. Zgodil se je tak rezultat zato, ker nisem poskrbela za to, da optimalno nekako oddelam tisto najboljše, kar lahko. Se pravi, eksekucija tistega dela ni bila najboljša. Sama sem znotraj tega, ne vem, kje je bil fokus, o čem sem razmišljala. Mogoče v športu se preveč fokusirala na konkurentko in se znotraj procesa zgubila, zato je bil rezultat malo slabši. Ali pa se nisem maksimalno pripravila. Se pravi, priprava ni bila maksimalna, ali pa nisem izpeljala svojega nastopa po najboljših sposobnostih. To nič ne pomeni slab rezultat, jaz sem slaba. Ne, slab rezultat, dajmo narediti neko analizo, kaj se je zgodilo, da se je zgodil tak rezultat. Se pravi, nisem se dosti učila. Res je, nisem se dosti učila. Ali pa priznam sama pri sebi, toliko me je bilo strah pred testom, tako paniko sem čutila, da vem, zaradi tega, ker sem imela ful povišan puls in čist potne roke in suha usta, da sem zgubila kapaciteto jasnega in čistega razmišljanja. Kaj šele, da bi vlekla ven iz spomina vse tisto, kar znam. In se je zgodila totalna blokada možganov. In vem, čeprav gledam tisto vprašanje, pa si nisem, pa jaz to vem. Jaz to vem. Pa se ne morem spomniti. Zakaj se ne moreš spomniti? Zato, ker je prevelik stres. In če ne pride do pravega rezultata, lahko rečeš, nisem dobro znala obvladati ta stres. Ali pa priznam, da se nisem najbolj učila. Lahko se zgodi neka krivica, da zdaj pa lih to vprašanje je bilo tam, pa si rečeš, ok, za naslednjič si ga bom pa zapomnila. Ampak nek zdrav odnos do neuspeha, ki rečeš, lej, to je bila zdaj ena izkušnja, nekaj sem se iz te izkušnje naučila, ali to, da se naslednjič boljš moram pripraviti, ali pa poskrbiti za optimalno, za optimalen nastop, ali pa rečem, lej, pač je rezultat takšen, kot je, gremo od tukaj naprej. In v športu, hvala Bogu, imamo mi vsak vikend tekmo in ne glede na to, koliko je slabih rezultatov, ti prideš zjutraj v ponedeljek ob 5 na trening in garaš in treniraš naprej, zato ker je naslednji vikend nova priložnost. Ne jemljemo to k srcu, zato ker je to del procesa in del učenja. In če bi vedeli, če bi mladi vedeli, pa bi mogoče, zdaj takole se slišala olimpijska medalja, pa mislite, to je šlo tako, Sara je šla takole gor, kao iz nule na olimpijsko medaljo. Ne, to štartaš iz nule,
pa je pa neuspeh. Pa malo se vrneš, pa neuspeh, pa neuspeh, pa neuspeh. Pa malo se vrneš, pa 10.000 neuspehov. Dokler ne prideš mal, pa malo krepiš samozavest, pa spet te življenje takole slepne, bam, nič ne bo od tega. In spet se vrneš nazaj. Tako da samo neko potovanje naprej, kako sem lahko boljša, kje lahko iščem rešitev, kaj se lahko še od koga drugega naučim, ki mu je uspelo. En tak res odprt, temu rečemo growth mindset. To je to. V bistvu v šoli je najbolj to, ko dobivajo ocene in potem, če so slabe ocene, veš, pol začneš razmišljati, mogoče pa jaz nisem nič več sposoben, nič več ne znam. In zelo težko je, recimo moja izkušnja je, da jaz sem bila zelo dobra v angleščini, pa v likovni glasbi, vse to mi je vedno ful ležalo. Matematika pa fizika pa pač ne. To je to. In zelo težko prideš do tega, da dejansko dojameš vse te stvari, ki jih jaz delam, so tudi enako vredne, kot tisto, ker se mi zdi, da šolski sistem daje ful poudarka na vse ostalo, kar ni likovna in kar ni glasba. Pa mladi pol težko pridejo do tega, vse mogoče imam tam slabe ocene, sem tukaj imam pa dobre, na tej strani sem pa močen. Tako. Ja, redko kdo vidi obe perspektive, ker je celotnost ni ta, in to spričevalo gledano kot tle pa niso petke. Mi, pa saj tako je človeška narava tudi narejena, da ti v bistvu gledaš vse tisto, kar ni dobro. Veš, namesto, da bi mi rekli, prva stvar, da bi rekel, wow, ful sem ponosna na te, le, ker si dobila tukaj 3 petke, vidim pa, mogoče tole ni tvoje področje, nič ne pomeni, da ne moš v tem napredovati. Mogoče so tukaj neki limiti glede, kaj pa jaz vem, da ti res nekaj ne gre, ampak vse se da natrenirati, tudi matematika, fizika, kemija in tako dalje, ampak samo to, da mogoče vidiš, kaj pa gre dobro, v čem sem pa res dobra. Oh my God, če bi vsak to že od nas starejših gledal čez dan, kaj pa sem danes dobrega naredila, kaj pa mi dobro šlo, na kaj sem pa ponosna, vedno si zapomnimo tisto, kar ni dobro. To je evolucija poskrbela za to, ampak zavedno bi učiteljice tudi mogle reči, glejte, vi niste rezultati, vsak bo prišel do enega rezultata, seveda, ampak konec koncev je najbolj pomembno v življenju neka radovednost, igrivost, da kaj se sam šola. Vse sam šolo, mi delamo take drame iz te šole, seveda zato, ker potem, če ne dosežeš teh limitov, ne moreš iti naprej, pa ne moreš iti tja nekam, ampak če bi malo uvedli neke svobode, svobodo v razred, da učenci lahko delajo napake. Ko si mi rekla za ta neuspeh, že mi gremo vsi napsihirani noter, kaj pa če mi ne rata, kaj pa če bo slaba ocena, kaj pa bo učiteljica rekla, kaj pa če dobim cvek, kaj pa če ne vem kaj. Mi gremo že noter v izziv z negativnimi mislimi, kaj pa če ne bo. In to delajo moji športniki, jaz z mladimi največ delam. Rečem, stop, zdaj pa ti meni povej, kaj pa če bo. Kaj pa če, daj ti meni povej, kaj boš pa ti poskrbela, da se zgodi. Ne, da nam zastrala, da nam napake naredila, da ne bom to. Daj ti meni povej, kaj boš poskrbela, da se zgodi, kje bo fokus, o čem boš razmišljala. Se pravi, res ko že vnoter tja pozitivna naravnanost, kaj je v moji kontroli, kaj lahko jaz poskrbim, da se zgodi. In kakor sem rekla, če ti poskrbiš, da proces tistega nečesa, karkoli to je, violina, izpit za vožnjo, oddelaš najboljš, kar lahko, rezultat pride sam od sebe. Rezultat vedno pride sam od sebe. Ampak mi smo že naravnani na te rezultate, pa ne samo na rezultate, kaj pa če ne bojo rezultati. In to, kaj pa če ne bojo rezultati, krč, stres, pritisk, pričakovanja, zategnenost. In v športu veš, že kot 12-letna punčka sem vedela v plavanju, če jaz razmišljam o končnem rezultatu in sploh, če razmišljam o neuspehu, se meni zakrči ena mišica na obrazu. Zaradi te mišice ne morem sproščeno dihati in na koncu plavam par stotink počasnejš. Ampak par stotink počasnejš na olimpijskih igrah pomeni olimpijske medalje. Smo že predebatirali, Zdaj, rekla si, da delaš z mladimi, imaš delavnice pa predavanja. Kaj se ti zdi, da je eni najpogostejši problemi mladih?
Jaz takole zdaj lahko govorim iz svojega sveta performance psihologije. Nisem klinični psiholog, tako da se s hudimi psihološkimi težavami ne ukvarjam, ampak k meni pridejo otroci recimo s pomanjkanjem samozavesti, zelo tudi manjka motivacije, težko se fokusirajo, težko ostanejo dlje časa osredotočeni, nekateri nekako imajo sanje in vizije, ampak si ne znajo teh ciljev postavljati, veliko anksioznosti, tako da jaz se zelo veliko ukvarjam s tem, kako uravnavajo tremo. Samo to. Samo, če bi znali otroci, mladi, res tam od enega 8. leta naprej, samo uravnavati svoj živčni sistem, zato da se malo telo stabilizira in glava pomiri, so zmagali na vseh področjih. Tako da to uravnavanje treme, krepitev samozavesti, motivacije, čustvene inteligence, obvladanje svojih misli, čist take bazične psihološke mehke veščine, ki ti pomagajo obvladati ta notranji svet. Mimika obraza, govorica telesa. Pa če se meni otrok postavi pred tablo v šoli, ful je pomembna govorica telesa, mimika obraza, kako jaz predstavim svoj material. Če so mi vsi zategnjeni, veš, taki zabubeni noter, dol gledajo, bo že zaradi tega slabša ocena, zato ker ti ne izžarevaš samozavesti, ko predstavljaš svoj material. Tako da čist dihalne vaje, bazične stvari, katere bi jih mogli že v šoli učiti, ampak ja. Se pravi, obdarim jih z orodji, kako ta svoj svet performansa čim bolje oddelajo. To je super. Ja. Jaz imam recimo, zelo velikrat mi kdo piše na Instagramu z raznimi težavami in problemi. In ena stvar, ki v bistvu tudi jaz ne znam odgovoriti, zaradi tega, ker nimam te izkušnje, je, ki jih starši ne podpirajo. In zdaj bi rada pač, ti si imela tudi zelo podporne starše, so te veliko podpirali, v bistvu, da si ti vedno ostala Sara, da nisi bila svoj rezultat. Pa bi te vprašala, kaj bi ti svetovala tem staršem? Ja, jaz sam svetujem, zato ker sem zdaj mamica in vidim, pač res je zahtevna naloga, ampak prosim na kolenih, prosim starše, res. Če lahko vsaj znotraj svojega doma ustvarijo eno varno okolje. Varno okolje pomeni, da otrok, ko pride domov, je res samo otrok, tisto bitje, ki že od majhnega izžareva. To, ko vidiš 3-letnega otroka, upam, da se to starši spomnijo, oni imajo notranjo motivacijo, samozavest, vse imajo. Oni sanjajo, oni so radovedni, igrivi. Pač otrok vse ima, s tem je vse rojeno, sem pač nekakih... Naša kultura in način starševstva uniči in dol tlač. In zato, kaj mi samo rabimo ustvariti? Varno okolje doma, kjer je otrok viden, slišan, spoštovan in cenjen v smislu, ja, vidim te, slišam te, tukaj sem zate, daj mi povej, kaj se dogaja. In otroci recimo, zakaj oni se zapirajo vase? Zato, ker oni kdaj, ne vem, se kaj pritožijo doma, pa reče starš, no, nič ti ni. No, nehaj. Veš, ko sem jaz imela šele naporen dan. In potem otrok reče, zgleda, v bistvu moj starš ni sploh dojemljiv do tega, da bi jaz karkoli delila in zato se zaprem vase. In nič več ne delim in se skrivam in sem na tablicah in sem pust me na mir. Če imaš pa ti starša doma, jaz imam, moj oče je še danes tak, pa mami imam tudi zlato, najbolj na svetu, ampak pač imam tatico, ki lahko, karkoli se bo v življenju zgodilo, jaz njega pokličem takoj. Tata, to se je zgodilo. Pa on reče, ljubavi moja, pa bit če sve v redu. Tako on, ful ljubezni, ta neskončna, brezpogojna ljubezen. In to kar naenkrat do enega 3. leta se mi zdi, da to starši imamo in dajemo, bravo, shodu, kako fino govori, wow, prevaj si naredil. Vse okej, pa tam, ko pa otrok rata samo svoj, ko ima svojo voljo, ko jo izrazi, ko reče, jaz sem tudi oseba, halo, itak moraš postaviti meje, to ja, to ne. Ampak ni treba otroka žaliti. Ni ga treba žaliti. Kaj vse naši otroci na slovenskih tleh slišijo? Meni gre na jok, naježam se, ko sploh teh besed ne upam na glas ponoviti, ampak če bi otroci samo imeli nekoga, da lahko prideš domov in se iskreno lahko pogovarjaš. In samo si, kar si. In samo si, kar si. To je dovolj.
Ker potem ne glede na to, kakšni problemi se dogajajo v zunanjem svetu, ti vedno priješ domov v varen dom. Ja. In veš, da si ljubljen in da te sprejemajo takšnega, kot si, in da te imajo radi in da te spodbujajo, ne glede na karkoli. A ne sam to, sam starši težko danes, sploh težko to dajo, ker so preobremenjeni, službe so dolge, vsi na telefonih, niti ne opazijo svojih otrok, niti njihovo mimiko obrazo, govorico telesa, ki vse pove. In ker niso dovolj čuječi in prisotni sami sabo, težko vzpostavijo stik s svojim otrokom. Ja. Kaj šele, ko so oni na tablicah, pa otroku dajo tablico. Ja, to pa je najhuje. Tako da jaz samo starše prosim, lepo vas prosim, pač otroci, krasne duše, ki pridejo na svet, ki jim lahko moramo samo omogočiti, da s tem, kar se rodijo, da to samo nadaljujejo. In da, a veš, recimo ti prideš, samo to, kaj primer še hitro dam, ti prideš do mene domov, pa mi rečeš, Sara, ne vem, pa si stara 12, reče, ena punčka mi je rekla, da sem grda. Veš, kaj rečejo starši? No, nisi grda, ti si... A veš, mi gremo takoj starši v ta nek fixing mode. Takoj, ne, kdo ti to rekel? Ne, to pa zdaj mamico poklicala. To pa ne. Pa ti si čudovita punčka, lepa punčka. Ok, sej vem, daješ ti afirmacije, poveš otroku, koliko je sposoben in mogoče vse to, ampak ko pride otrok do tebe s takim stavkom, rečeš, res, to si danes slišala, da mi malo več povej. Ja. Kako pa se počutiš? A ni bilo fajn, ne da ni bilo fajn. Ja, meni je vedno veliko bolj pomagalo, kadar smo se z mami lahko dejansko dol usedle, podebatirale eno tako stvar. S tem se zelo strinjam. Ja, samo da ti en reče, slišam te, a res, samo to si slišala. Ja. Ne rabiš zdaj, ne, ti pa nisi to. A to si slišala. Ni kako prijetno. Si se počutila? Ja. Tukaj sem zate, slišam tvojo skrb. In potem boš to se samo tako razprši ta problem in rečeš, a pa ti veš, kaj je res. Kaj pa je res, da ti meni povej? Da si krasna punčka, je res? On reče, ja, no vidiš, to je najbolj važno, da ti veš, kaj ti si. Ampak se pravim, otroci nažalost nimajo eni te priložnosti, da bi doma imeli to varno okolje. Dajte prosim prositi za pomoč, meni pišite na Instagram. Jaz bom tista, ki vas bom poslušala. Tako da, ne vem, staro mamo, od prijateljice najboljše mamico, nekoga lahko najdeš na tem svetu, ki ti da ta občutek varnosti, tako da sam poišče to pomoč. Omenila si tudi čuječnost. Zdaj pa, glede na to, da imamo to res podcast za mlade, mi na najbolj simpel način razloži, kaj je to čuječnost. Čuječnost je taka ena zanimiva beseda, ki se mogoče sliši taka... ena čudna taka čuječnost. Čuječnost ni čisto nič drugega kot to, da si buden, da si vklopljen, da si priseben, da se zavedaš. Česa se zavedaš? Zavedaš se sebe. Kaj se dogaja v glavi, kaj se dogaja v telesu. Se pravi, poslušam se, slišim se, prepoznavam, se zavedam, kam je šla pozornost, kakšna misel se mi je prepletla tukaj gor v glavi, kakšen krč se mi naredil v trebuhu zaradi treme, da zategujem tenzijo mogoče v čeljusti, malo že škrtam od napetosti, da plitko diham, da imam zelo nezainteresirano držo, prepoznavam. In kaj je moč čuječnosti? Da ko prepoznaš, ko to zaznaš, recimo to eno misel, ki ti reče nesposobna si, pa jo jaz slišam, pa rečem, lejo, pojavila se je misel. Opažam, da imam misel, ki mi pravi, da sem nesposobna. Se pravi, imam sposobnost opazovanja in kar naenkrat rečem, lejo, ni več toliko močna, ni več toliko prepričljiva. Če meni ta misel reče nesposobna si, pa rečem, ko sem nesposobna. Zelo hitro gre to v destruktivno smer. Če pa jaz opazam, da je to le misel, ki je prišla od nikoder, ali pa iz nekih vzorcev in ponavljanj, kaj je to navada moja, jo pa opazujem. In v stanju čuječnosti in opazovanja si ti opazovalec. In ko si opazovalec, ta ena stvar nima več take moči nad tabo in ti poj izbereš odziv na vse to, kar se dogaja. Rečeš, opažam, da plitko diham. Dihanje lahko zamenjam.
Opažam, da je moja pozornost odšla čisto nekam drugam. Dajmo jo pripeljati nazaj, zato ker tipkam esej in se učim. Ja. Opažam, da že pol ure scrollam. Ozaveščena sem. Dost je bilo. Ja. Vržem telefon skozi okno, čez balkon, v avtu ga pustim, zato ker je tukaj prioriteta pred mano, je, da dokončam to nalogo. Ja. Ampak, če nisi buden, če nisi ozaveščen, ne prepoznaš. In če ne prepoznaš, si žrtev tega stresa in samega sebe v bistvu. Jaz se v bistvu tudi pri meditaciji, recimo, večkrat, če imaš te vode, ne imaš potem, da v bistvu vse misli so kot eni oblaki, ki pridejo in grejo. In to je v bistvu tudi meni je zelo uporabno, tako v vsakdanjem življenju. Ja, tiste negativne misli so v bistvu zdaj je tukaj in zdaj je ni več. Bravo! Tako da ja, mislim... To je to. Meditacija je pa formalni trening človečnosti. Mi lahko hodimo po svetu in opazujemo te misli, ko smo v avtu, na avtobusu, v šoli, kjerkoli, se pravi, tukaj jaz in ti, ki sediva, ali pa recimo meditacija pa pomeni zaprte oči imam in zavedno opazujem to, kar se je pojavilo. Ja. In ko imaš zaprte oči, šele vidiš, koliko je to ene drame, pa enih smeti in glasov. In če si ti v stanju opazovalca, res lahko to samo opazuješ, spremljaš in potem zelo hitro dojameš, da se ne rabiš vpletati vse tisto, kar se je pojavilo. Tako da meditacija je zame higiena, kakor umivanje zob, zame mentalna higiena, tudi jaz meditiram čisto vsak dan. Ja, sem slišala, da že koliko let meditiraš? Ja, že 20, če več, 22. Čisto vsak dan? Vsak dan. Bravo. Ja. To bom tudi jaz enkrat. Boš videla, ko imaš majhnega otroka, moraš še 2-krat več meditirati. Si še zameditirala za ene par let naprej. Ja, tako. Ja. Zdaj, jaz imam enega prijatelja, ki veliko teče in on vedno reče, da njemu je to v bistvu oblika meditacije, da on se takrat najbolj spravi v nek ta, da je v bistvu samo on v svoji glavi in v bistvu, da je, vse te misli niso važne, zaradi tega, ker on se mora takrat skoncentrirati na tek. In zavarovalnica Triglav prireja en Triglav tek, ki bo na Brdu pri Kranju. Vsako leto je v bistvu lahko pridete se podružiti s svojimi prijatelji, z družino, v naravo, tako da to res priporočam. Ker tudi ti priporočaš športne aktivnosti kot način čuječnosti in zdravega življenja. Ja, nujno. Ko je aktivno telo, je glava zdrava. Ko je zdravo telo, je glava zdrava. Ko je zdrava glava, je zdravo telo. Tako da, kjerkoli začnite, zaradi mene s tekom, pa pejte vsi teč, prijavite se, zato ker boste videli, kakšen, pa se tisti ljudje, ki res redno telovadijo, redno tečejo, karkoli vejo, je to način meditacije, seveda formalni trening meditacije je poleg tega zelo koristen, ampak zakaj se mi spravimo v tak trans? Zato, ker si res prisoten. V telesu si, nisi več toliko v glavi, v telesu si, fokusiran si na gibanje, na dihanje si fokusiran in takoj te prizemlji in pomiri. In ne samo to, fizična aktivnost. Oh my God, to bi v šolah mogli, kad go rečem, ampak telovadba glavni predmet. Če ni dovolj fizične aktivnosti, ni dovolj kognitivne moči. In bolj, ko si fizično aktiven, več možganskih celic imaš, večji spomin, večji sposobnost spomina. In si več stvari zapomniš, ker imaš bistro, čisto, jasno glavo. Tako da, ali tečte, pejte teč, ali začnite plavati, hodite v hrib, pejte na sprehod. Vse šteje, 10 trbušnjakov, 10 počepov, samo zato, ko je močno telo, fizično močno in zmogljivo, je glava 10.000-krat bolj odporna. Ja, se strinjam. Zdaj pa imamo še zadnji del tega podcasta. Jaz ti moram nekaj priznati, jaz imam tremo. V bistvu, jaz se snemam že po moje 10 let, ampak to, ko si doma s svojim telefonom, pa tole, ko imaš tule te 3 kamere, pa še pa še gosta, pa še tam ljudi polno enih. In je to toliko drugače, da vseeno, tudi po letih in letih tega delanja imam pač tudi jaz tremo. In zdaj pač vprašanje, a je to... Kakšna je razlika med nekom, ki mu je to naravno nastopanje, ali pa nekom, ki je tako jaz, ko pa se mora malo
prisiliti. Zdaj pa moram, ni mi glih kul, ampak to sem se odločila. A te lahko z nečem pomirim? Lahko. Nobenemu ni prijetno. Super. To je vse, kar sem rabila. Ne, tako je, se pravi, pač nobenemu ni prijetno, popolnoma naravno je, da telo ti aktivira simpatični živčni sistem, da čutiš te živčke, ampak to je toliko zdravo in toliko dobro. In samo prva stvar, ki jo lahko narediš, je, da to tremo, te živčke interpretiraš na pozitiven način. Namesto da rečeš, strah me je, umrla bom, oh my God, ko sem živčna, ko mi srce bije. To je ena opcija, lahko pa rečeš, ful sem excited, wow, ko sem vzhičena, hvala telo, rabim ta adrenalin, ker mi v bistvu telo sporoča, pripravi se, nekaj pomembnega te čaka. In če ti reče telo, nekaj pomembnega te čaka, to samo pomeni, imam priložnost, da se na to pripravim. In jaz ne glede na to, sem v Cankarjevem domu, kjerkoli predavam, veš, kako meni srce bije. Fejst mi bije srce, ampak jaz rečem, hvala srce, hvala telo, hvala trema, hvala, ker si prišla, rabim te, zato ker če ni tega adrenalina, pa tudi ni optimalnega performanca. Super, zdaj si me res pomirila. Ja, tako da rečeš, the best, ready sem, zdaj sem pa ready. Potem pa obstajajo še tehnike, kako lahko to malo uravnavaš. Zdaj pa, a si ti ready, da pokažeš to najino tehniko? Ja, z veseljem. Ena najboljših vaj, ki obstaja, in jaz res celo svoje življenje stavim na to vajo, se reče box breathing. Sicer to je škatlasto dihanje. Zakaj? Zato, ker rečemo škatla, ker delamo globoko preponsko dihanje. To je zelo pomembno, da izpostavlja, da je to globoko preponsko dihanje. To pomeni, da dihaš s trebuhom. Bolj, ko ležiš, lažje. Okay. No in ti si se ustavila. Ne vem, jaz sem zato, da komu da pokažem. Se pravi, da se meha. To pomeni, da globoko dih, večina ljudi misli, da je to. To ni globoko dih. Globoko dih pomeni, da se trebuh premakne kot napolne, kot en balon z zrakom. Se pravi, ne pljuča tukaj gor, trebuh. In kaj naredimo? Ker je to globoko preponsko dihanje, tempo je pa tak. Vdihneš, šteješ do 4. Vdih 2, 3, 4, potem zadrživa, zadržiš 2, 3, 4, izdih 2, 3, 4 in zadržiš 2, 3, 4. 4, 4, 4, 4. Vdih zadržiš, izdih zadržiš. In zdaj, ko izdihneš, je tudi pomembno, da povemo, se pravi, vdihneš v trebuh, ko izdihneš, bravo! Ko izdihneš iz trebuha ven, se popek premakne nazaj proti hrbtenici, tako da tudi ta izdih gre tukaj. Zakaj zadržujeva sapo? Ko zadržuje sapo, nežno, umirjeno in sproščeno, pride več kisika v možgane in v telo. Tako da je to boost energije, boost fokusa, nenormalno te fizično res aktivira in tudi kognitivno sprosti misli, bolj si čustveno stabilen, aktivira parasimpatičen živčni sistem, da malo pomiriš to tremo. In če podaljšaš izdih, lahko samo še to rečeva, 4, 4, če podaljšaš izdih na 6 ali na 8, če to delaš zvečer, preden greš spat, takole zaspiš. V 3 minutah si gotov. To bom pa probala. Tako da, ampak 4, 4, 4, 4, delaš 3 minute. Ja. To je 6 ciklov. Mi da bomo naredili 4 cikle. Ampak, se pravi, kaj delamo? Lahko zapreš oči zato, da ti je malo bolj udobno. Bolj, ko se uležeš, če ste čisti začetniki, bolj, ko se uležeš, bolj boš čutila, kakor da so eni taki v dnevni sobi, bolj boš čutila, kako se premika trebuh. In greva. Zapreš učke, samo za začetek ozavestiš svoje dihanje. To pomeni, da pripelješ zavedno pozornost na to, kako zrak potuje v nos in kako zrak zapušča nos. In tole je izredno šampionska vaja, tole delajo vsi Navy-silci, marinci, olimpijski športniki, piloti, ni da ni. Tako da ozavestiš svoje dihanje, lahko daš roke na trebuh, če želiš, lahko pa na stegna, da čutiš premik trebuha. In zdaj narediva skupaj vdih in izdih in greva globoko dih s prepono, 2, 3, 4. Zadržiš, 2, 3, 4. Izdih iz trebuha ven, 3, 4. Spet nežno, sproščeno zadržiš, 4. Pa greva še enkrat vdih,
2, 3, 4, zadržiš, 2, 3, 4, izdih, 2, 3, 4, zadržiš, 2, 3, 4, pa še dvakrat, vdih, 2, 3, 4, nežno, sproščeno, zadržiš, 4, izdih iz trebuha ven, 4, zadržiš, 2, 3, 4 in zadnji cikel greš sama. Trebuh naraste, zadržiš, trebuh se sprosti in zadržiš. Lahko odpreš oči. Zdaj, ko smo tako na easy, bi lahko človek tudi zaspal. Jaz bi kar zaspala, to je to. Ampak, recimo, samo to povem, da če si v stresu, pa je adrenalin ful visok, pa so možgani scvrti, pa nimaš energije, pa bi mogoče še eno, ne vem, kavo, Red Bull, ne vem, kakšne energetske pijače, ki mladi pijejo, ne rabiš nič od tega. Nobene energetske pijače, nobene kave, 3-minuten box breathing, 4, 4, 4, 4 in si kao nov. Sploh takrat, ko so možgani scvrti in telo utrujeno. Ali pa za power nap, če nisi dobro spala, na avtobusu, v avtu, lahko z zaprtimi očmi, ali pa starejši, ki že voste, z odprtimi očmi, lahko tudi med tem, ko voste avto. Ta vaja se dela lahko z odprtimi ali zaprtimi očmi. No. Ampak, ja, res, sam začnite dihati globoko s prepono, box breathing, 3 minute na dan, boste kanovi. Ne, res je super. Jaz se kar prerojeno počutim. Wow. Škoda, moramo zdaj zaključiti. No. Zdaj zaključujem. Boš videla, ko boš kakšen dan še bolj utrujena, se boš spomnila na to vajo in ti bo ful pomagala, prav vem. Tako da pred štartom, pred tekmo, pred tekom, zato da si zbustaš kisik in energijo, pred učenjem, med učenjem, pred spanjem, podaljšaš izdih, preden greš v šolo, ko si se skregala s fantom, ko ti nekdo en grd komentar poslal in rabiš malo zadiha, zato da se čustveno pomiriš, boost fokusa, karkoli, box breathing. Ja. Res bi mogla že na začetku, bi mogla s tem začeti, pa in če kakšna učiteljica tole poslušala, lahko skrajšate na minuto pa pol in cel razred diha, preden gre v kakršenkoli test, izpit ali pa ustno spraševanje. Ko se telo pomiri, se glava zbistri. Super. Nažalost, moramo vseeno zaključiti. Tako da hvala, Sara, res mi je všeč, kako si v bistvu vse stvari si povezala na tako enostaven način, praktično. Vse razumem. Tako da verjamem, da tudi mladi bojo z veseljem poslušali tale podcast. Mogoče boste pa kak svoj aha moment imeli tudi med Triglav tekom. Jaz se vam res zahvaljujem, da ste poslušali. Hvala tebi, Sara. In followajte nas na YouTube kanalu Zavarovalnice Triglav, polajkajte nas na Spotifyju in pa na Apple Podcasts. Pa en čudovit pozdravček iz Triglav Laba in se vidimo v naslednji epizodi. Čau. Čau.